V zadnji tam bo pa verjeten hmelj. Zdaj vidimo, kakšna je situacija. Samo to je en tak pogank. Takole si lahko naberemo vršičke hmelja in jih uporabljamo podobno kot špargle. V bistvu so še manj grenki. Le nekaj minut stran od Kranja, sprehod z Andrejo Papež-Kristanc, biologinjo ljubiteljico narave, poznavalko divjih rastlin, je povsem drugačen od običajnega. Vidi in prepozna skoraj vsako rastlino, strupeno ali užitno. In to je sicer navadna česnovka, Aliaria petiolata. Če zmečkam recimo list, se tako malo vonj po česnu. In to je travniška penuša, ne? Bela je kot kakšna pena, tako da tudi zato tako ime. In je zelo zdrava, kot tudi proti rakavu deluje. Le nekaj metrov stran raste kopriva. Tako jih lahko tukaj trgamo, kot ste videli, zmeri od spodaj na vzgore, ne? Nikoli jih tako ne prijemo, ampak zmeri tako. Polomimo te dlačice in jih lahko v bistvu na ta način potem tudi surove pojemo. Še malo, čist malo me je. In to zdaj pojem. Z možem, prav tako biologom in zdravnikom, organizirata delavnice, o divjih rastlinah pišeta knjige, izobražujeta. V naravi, pravi, lahko naberemo kakovostno in zdravo hrano. Nabirate pa jeste v solati? Ali? Ja, recimo sploh zdaj v spomladanskem času imamo cele sklede teh divjih solat. Damo različne konopnice, potem zdaj bo tudi čas teh divjih drevesnih solat, bukovo listje, lipovo listje. A narave nikakor ni za podcenjevati. Navidez nedolžna in lepa rastlina je lahko hitro usodna, kot denimo ta navadni zimzelen. Takole pa cveti in tukaj prikriva kar velike površine v tem gozdu. Gre pa za eno spet bolj strupeno rastlino z nekimi vinkalkaloidi, se pa lahko tudi zelo hitro smrtno zastrupimo, ne? Pred plenilci in nabiralci ne morejo zbežati, zato so rastline skozi evolucijo razvile različne obrambne mehanizme, pojasni doktorica Simona Strgulc-Krajšek z katedre za botaniko in fiziologijo rastlin Ljubljanske biotehniške fakultete. In naravi je druge strategije, kako se obraniti pred rastlinojedci in imajo več možnosti. Eno možnost je, da so bodeče, druga možnost je, da so mogoče neprijetnega vonja, da so grenke. Najbolj pogosta možnost je pa, da so strupene. Samo odmerek loči zdravilo od strupa je v 16. stoletju zapisal švicarski zdravnik in znanstvenik Paracelsus. Je divja rastlina užitna in v kakšni meri? Je strup ali zdravilo? Tisa recimo 300 iglic je smrtna doza za konja. Za konja je smrtna doza. Je pa tle noter snov taksol, ki je v bistvu eno izmed najbolj obetavnih zdravil za raka, ne? Ampak so tu tudi razvili že sintetično, ne? Opozarja dr. Jože Bovcon, vodja botaničnega vrta. Določene učinkovine, ki jih najdemo v divjih rastlinah, so varne le v laboratoriju, svari Samo Krep, doktor farmacije z dolgoletnimi izkušnjami na področju farmacevtske biologije in zdravilnih rastlin. Pa tudi strokovnjak, recimo volčje češnje, ne more uporabljati kot čaj. Pa če je še tak strokovnjak, ker ne more točno vedeti, koliko je v tej letini na tem rastišču alkaloida, atropina noter, ki je zdravilna učinkovina. Tako da je potem edino primerno, da se izolira in se čisto molekula uporablja. Podobno je z indijsko konopljo, ki vsebuje kanabinoide, ali z makom, iz katerega izolirajo morfin. Tudi zdravilne rastline moramo znati pravilno uporabljati. Šentjanževka imajo z dobrimi kliničnimi študijami nedvoumno potrjene protidepresivne učinke in najbolj zanesljivi so te učinke, če vzamemo te standardizirane izvlečke. Danes so zdravila, ki jih izdelujemo iz strupenih rastlin, pomembna za človeštvo. Hkrati pa nam je zakladnica hrane iz divjine postala nevarna, ker okolja, ki nas obdaja, ne poznamo več dobro, opaža Bovcon. Pogledaj, samo v programu v osnovnih šolah je tega premalo. Danes imamo en kup aplikacij, ki nas lahko učijo rastline take in drugačne, ampak osnovno pravilo je to, nekdo vam mora rastlino pokazati, rastlino morate videti na različnih rastiščih in je potem šele osvojite. Tako da rastlin se ne da učiti iz knjig. Zato za nabiranje velja previdnostno pravilo. Bi morali iti v naravo z mislijo, da so rastline v glavnem strupene, sem pa kaj kakšna je pa užitna. Kaj je torej užitno in katerim rastlinam se je bolje izogniti? Na ljubljanski tržnici pestra izbira divjih rastlin, divji šparglji, kopriva, cikorija. Tukaj imamo koprive mlade, so tudi tako, da so na lepem koncu nabrane, da so lahko tudi za smutije. Nabiram regrat, pa tale cikorijo domačo, meto, drobnak, tako je kopriva. Če imaš
Ne, ko pa ni na našem koncu, se ne upam. Pri čemažu pa koli to, da so ljudje zelo prestrašni, ljudje čemaža, ki pač eni so zamenjali ga za podlesah, a ne. Prvi je 100% čemaž, da misli, da imamo radi stranke. Zaupate? Seveda. 100%. Poznava. Ni problema. Poznava, kako je. Ni skrbi. Zadnja smrtna primera sta pričakovano prestrašila mnoge, ki radi nabirajo in jejo priljubljeni čemaž. To je fotografija rastlin, ki jih je bolnica ob zastrupitvi prinesla s seboj na oddelek, pokaže dr. Miran Brvar, predstojnik Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo ljubljanskega UKC-ja. Vidi se en kup čemaža, naprimer predvsem te s tankimi stebelčki, med tem kupom čemaža sta pa tudi dve rastline jesenskega podleska. Od leta 2000 se je zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom zdravilo 42 oseb, 6 jih je umrlo. Bruhanje in driska, ki ne pojenjata, sta prva simptoma zastrupitve. Potem v drugi fazi pride do odpovedi srca, ledvic, jeter. V naslednji fazi, po 3-4 dneh, se pojavi tudi okvara kostnega mozga in takrat pride lahko do krvavitev in hudih okužb. Če pa to preživijo, potem je pa še zadnja faza, ko pride do izpada vseh dlak in las. To je gospa pred zastrupitvijo z jesenskim podleskom, potem pa 3 tedne kasneje, ko so v bistvu izpadli lasje. Čemaž in jesenski podlesek sta dve povsem različni rastlini, pravi Jože Bovcon. Jeziga površnost ljudi, ki kot pravi ne nabirajo, temveč žanjejo velike količine rastlin in jedo tisto, česar ne poznajo dobro. Te rastline se danes masovno nabira. Včasih se je res list po listu nabiralo. Danes pa vidite ljudi, ki vzamejo srp ali pa celo koso ali pa kakorkoli in to nabirajo in v vrat tlačijo v vreče. V tem primeru vi lahko date noter marsikaj, kar je strupeno. V botaničnem vrtu te dni vse diši po čemažu, kljub temu, da je poznavalec, ki rastline preučuje vse svoje življenje, je pri nabiranju izjemno previden. Če rastlino vidimo najprej, je recimo tako razpremo, pa vidimo, ta rastlina ima tako 5 stlen navzgor, potem nabiramo list po listu, tako liste trgamo, in šopek trgamo tako. Ta list recimo tudi hitro vene. V letih, ko ni mrzlih zim, začne podlesek rasti hitreje, pojasni. Na določenih rastiščih sta tako s čemažem lahko enako velika. In če zdaj pogledamo recimo en kolhikum tukaj, ki bom recimo enega odstrgal, ima tako skupaj v rozeti navzgor, v cevi, bom rekel, zraščene liste, listje, če pogledamo, je čist drugačna, se ga da videti, je daljši, močnejši listje, tudi če pogledamo spodnja pa zgornja stran sta približno enaki, tle pa spodnja stran malo bela, tle pa ni take razlike, Pol recimo bolj gredlast je, ker je ožje. Narava je nepredvidljiva. Ravno tukaj v gozdu sredi rastišča čemaža raste tudi strupena šmarnica. Če imamo smolo, če je mogoče kakšna šmarnica malo manj običajna, lahko tudi zamešamo jo z čemažem. Recimo tukaj se lepo vita, večinoma se zdajle niso dobro razvite, so še takole malo zvite, ampak tukaj se pa listi že odpirajo. In če recimo jaz ta list dam narazen in primerjam z listom čemaža, boste videli, da je v bistvu na prvi pogled to izredno podobno. Čemaž ima tudi to osrednjo žilo bolj izrazito, ponavadi je tudi bolj belkasta. Tako da jaz vsakič, ko naberem, pogledam rastlino spodnje strani in nabiram vsak list posebej, list po list. Le nekaj metrov stran, prav tako med čemažem, še smrtonosni podlesek. Smo nekje že pri robu gozda, tukaj se začnejo pojavljati druge rastline. In takole, če pogledamo liste, so lahko na prvi pogled zelo podobni. Sploh tudi odvisno, v kateri fazi rasti jih najdemo. Čemaž, šmarnica, podlesek. Ja, tako. In če pogledamo, zdaj smo na spodnji strani, te dve sta obe sijaj, ta je bolj mat. Če ne bi bili previdni ali pa da bi kar takole v šopu nabirali, bi imeli takoj lahko zraven še podlesek. Če posnamo rastišče, ne pomeni, da bo vsa leta enako varno. Zmeraj moramo biti v bistvu previdni. Najpogosteje pa jo zamenjujejo starejši, pravi Brvar, ker pa bolniki na urgenco praviloma ne pridejo takoj po zaužitju, izpiranje želodca ni več učinkovito, proti strupa pa ni. So pa tudi izkušeni nabiralci čemaža. Imeli smo tudi zelo hudo zastrupitev neke kmetice, ki to v bistvu prodajala celo, tako se profesionalno s tem ukvarjala in se je sama zastrupila. Osebi, ki sta umrli pred kratkim, sta pojedli velike količine podleska, saj sta ga jedla v solati. Ena oseba pa ga ni zamenjala s čemažem, ampak s tako imenovanim divjim porom. Bolj podobno kot čemaž pa podlesek.
To je podlesek. Ja, to je podlesek. Ja. Medtem ko ta divji por, pa ko bo cvetel, bo imel, kot ima čebula ali pa česen, tiste značilne take cofe. Čebulice rastlin pa vedno vsebujejo več strupa kot listi. Dve cele rastline jesenskega podleska so smrtni odmerek. Kopriva, listi jagod gozdnih, to je lakota, ta je navadna lakota, potem imamo gozdno deteljo, divjo meto, potem krompirjevka, meni zelo ljuba. Znanje o divjih rastlinah vse bolj pridobivajo tudi kuharji. Njihove arome so nepogrešljiv del krožnikov, pravi Uroš Štefelin, eden najboljših slovenskih kuharskih mojstrov. Sploh zdaj spomladi so okusi sveži, bom rekel, grenki po en stran ti dajo in tist poseben feeling ga težko dobiš za eno zelenjavo, vrtno in tako naprej. Ampak po drugi strani pa moramo vedeti, da se tudi rastlina skozi sezono, ista rastlina spreminja na okus. Veliko svojega časa posveča obujanju starih receptov in jedi, ki pogosto, kot pravijo, vsebujejo prav divje rastline. A vse to sami nabirate? Predvsem je mama tista, ki gre zelo rada v gost. Je pa tako, da smo se res izobrazili, kompleten tečaj za celo ekipo, ampak ne gremo pa v ene ekstreme, kjer ne bi bili, ampak 1000%, da je to. Okus rastlin pozna do detajlov, da ne bi prevladali nad jedjo, so ključne ravno pravšnje količine. Divji por bomo zelo drobno nasekljali in ga bomo kombinirali s šalotko. Mi bomo dali še divje špargle noter, ki je res super, da jih imamo. Zdaj bomo pa zalili s fondom. Ta čas bomo pa za začimbo si sesekljali še krompirjevko pa lakoto. Zdaj bomo pa dodali ješprenček. Ribo imamo file, jezerske postrvi, rižotko imamo, riba je kuhana. Bova dodala olje, ki je narejeno iz drobnjaka pa zelišč. Vse skupaj okrašeno z rastlinami, ki so v jedi. Bomo dali na vrh vložene čemažove cvetove, pa manjka samo še omaka. Kaj je poleg ponarodelih čajnih mešanic, kamilice, mete, pogankov, robid in malin, bezgovih in lipovih cvetov, materine dušice, tisto, kar brez strahu lahko nabiramo? Tole je glog, ki ima dobro dokazane klinične študije, da res podpira delovanje srca pri začetnih stopnjah pešanja. Nabere se pa kar cvetove in liste. Skratka, kot cveti, ko bi bil tukaj tak lep bel šopek, cveti približno kot češnja. Tukaj se malo vidi sladka korenica, kot ime povema sladko korenica, in se da uporabljati kot sladilo. Je pa tudi kot zdravilna rastlina za kašelj. Olajšuje kašelj. Tudi regrat je za nabiranje povsem varna rastlina. Obstaja še nekaj rastlin, ki so podobne regradu po listih, tako da lahko zamenjamo, ampak so vse varne. In tudi užitne. Baldrijan se predvsem v farmaciji uporablja kot pomirjevalo za zmanjševanje napetosti. To se pa korenina uporablja in ima tak značilen vonj, če malo pomečkam. Tak vonj po lekarni. Rastline je treba poznati v različnih fazah rasti. Če si malo manj izkušen, te hitro kakšne rastline lahko zavedajo. Potem tudi rastline so lahko malo variabilne. Ne? Na nekem mestu zgleda malo bolj taka, druge drugačna, tudi listi so lahko raznoliki. In ti moraš vedeti, da je to vse ena in ista rastlina. Tak primer so denimo poganki bljušča, ki so užitni. Starejša rastlina pa je zelo strupena. Podobni so si cvetovi žafrana in jesenskega podleska, le da slednji cvetijo jeseni. Ta alkoholna pijača, ki jo je pred leti za prodajo izdelal zeliščar iz Gorenjske, je namesto encijana vsebovala strupeno čmeriko. V zadnjih 5 letih je pomoč zaradi zastrupitve poiskalo 630 oseb. Več kot polovica so bili otroci do 4. leta starosti. Otroci največkrat pojejo rdeče in črne plodove, to poletje v jeseni, a ne od črnih je daleč najpogostejše pasje zelišče, potem lovorikovec, redkeje, naprimer volčja češnja, ki pa je smrtno nevarna. Od rdečih je pa šmarnica, najpogosteje zaužijejo plodove tise, ki jih najdejo na tleh, samo rdeče dele ploda ni strupen, strupena je koščica. Otroci so včasih vedeli, da se rastlin in plodov, ki so strupeni, ne dotikajo, pravi Bavcon. Zdaj opaža, tega pogosto ne vedo niti njihovi starši. Ti se v bistvu najbolj strupena evropska vrsta, skoraj zanesljivo. Moram velikokrat
mamice mlade opozarjati, ker recimo nekdo trga oleandrov list in ga otrok vzeče, pa mi reče, ja, sej moj otrok. Ja, ni otrok lahko umre zaradi tega, v tem so težave, ampak ne vidimo tega. Ne? Podobna volčji češnji je prav tako nevarna volčja jagoda. Drugače, cela rastlina strupena lahko recimo kakšni otroci zamešajo to, ne vem, z borovnicami mislijo, ker je take velikosti, pa temna je. Vsebuje pa tudi strupene glikozide. Tudi deli znanih rastlin, ki jih imamo pogosto na krožniku, so lahko strupeni. Večina rastlin, ki jih recimo uporabljamo kot užitne, je strupenih. Recimo krompir je strupen, paradižnik je strupen. Vse, bom rekel, razhodnikov, kamor spada večina tega, če jemo zelene dele, so strupeni. Samo zeleni deli? Zeleni deli so pri teh. Z napačnimi postopki shranjevanja lahko koristna snov postane strupena. Tak primer je denimo slabo shranjevanje žit ali semen, ko zaradi plesni nastanejo nevarni aflatoksini. V Sloveniji raste okoli 3500 rastlinskih vrst, ki jih tudi če se poučimo, ne moremo vse zares poznati. Dovolj pa je, da poznamo tiste, ki jih nabiramo redno, da ločimo strupene od užitnih, ne nabiramo zaščitenih vrst in ne na varovanih območjih. In tudi pri nabiranju raj včasih pustimo kdaj kje kaj, da imamo še za drug let, pa da bi izropali vseeno. Nekatere rastline, celo začimbe, lahko redno nabiramo in uporabljamo, a šele čez leta, morda desetletja se lahko pokažejo njene strupene lastnosti. Tukaj je agabes, je tak. Ne gre za pretiravati tudi z pelinom in z žajblom. Ta dva imata pa tujon, ki je tudi kronično toksičen. Kaj se lahko zgodi po dolgoletni uporabi teh dveh? Okvari jeter, lahko tudi nevrološke motnje in pojav raka. To še zdaleč ne pomeni, da jih ne smete uporabljati, temveč da jih uporabljate varno in zmerno. Namesto, da bi pojedli celotne liste, iz njih denimo raje skuhajte čaj. Nabiranje ne sme biti modna muha, a zadnje čase opozarjajo strokovnjaki, postaja ravno to. V naravi so pravila še vedno ista, kot so bila pred 2000 leti ali pa 10 000 leti. Če ne poznaš narave, če ne veš, kaj je užitno, tega ne poskušaj dati v usta. Nabiralništvo je pri nas priljubljeno. To kažejo tudi vsakoletni obiski festivala nabiralništva in raznih tečajev, ki jih organizirajo poznavalci. Večinoma so to ljudje iz stroke, botaniki in biologi. Se mi zdi, da tisti, ki jih nasplošno zanima narava, da se z leti kar precej naučijo. Ko greste v naravo, vedno upoštevajte ta nasvet. Da je treba z enim takim spoštovanjem, z eno previdnostjo v naravo in nabrati res tiste stvari, ki jih res zanesljivo poznaš. Narava nam daje veliko dobrega in zdravega, če le vemo, kaj iskati in kako uporabljati in pripravljati. In je fajn za en wow efekt, jaz ga pač ne iščem v azijskih sestavini pa hrani, ampak ga iščem v naših sestavinah, poljščinah pa divjih hrani. Nabiramo predvsem zato, da pojemo. Meni je tole izvrstno. Brezglav strah je zato povsem odveč, previdnost pa ni. To je to. Top.